Lepo pozdravljeni v tokratni vroči temi. Geopolitične razmere v svetu, pa tudi razmere doma so kritične, bi lahko rekli. Z nami je dr. Aleš Štrancar, podjetnik, filantrop in seveda lastnik medija, ki ga ustvarjamo in ki ga gledate. Naj mimogrede povem, tole je Domovina. Domovina je časopis in seveda tudi podcasti, ki jih gledate, sodijo v Domovino. To sta zadnji dve številki. Dr. Štrancar, začniva z Domovino. Ste zadovoljni s časopisom? Sem zadovoljen. Vam kaj manjka? Vedno lahko manjka, ampak sem zadovoljen z delom celotne ekipe, tudi vas osebno. Ja, hvala. Hvala za vaš trud. Kaj pa podcasti? Pogrešate kakšnega gosta? No, sigurno bi se dobili tudi kakšne dodatne goste, mogoče kakšne včasih tudi s tujine, da malo razbistri to našo slovensko krajino, ampak verjamem, da bo tudi to korak po korak prodrlo v te naše ne samo Domovino, ampak tudi te naše ostale medije, sploh s tako imenovane levice. Zdaj začniva s temi ekonomskimi, geopolitičnimi razmerami. Vi ste podjetnik. Kako vaše podjetje občuti te težke geopolitične razmere? Seveda zaprta Hormuška ožina, obeta se energetska kriza, ne bo bencina, ne bo helija, ne bo kmetijskih proizvodov, ne bo gnojil. Kaj vi rečete na to? No, jaz sem z 7. januarjem nisem več direktor podjetja BS Separations, katerega sem vodil dolga leta in sem začel na nekaterih drugih projektih. Ti projekti so pravzaprav od Japonske do Kalifornije, Velike Britanije, Nizozemske, Avstrije, Slovenije, torej neke nove zgodbe, neki novi projekti na področju predvsem terapij, genskih terapij, zdravljenja raka. Tu so tehnologije, ki so prebojne v svetovnem merilu. Večina projektov poteka v Združenih državah Amerike in glede na to, da pravzaprav v glavnem imamo projekte z ZDA, te krize, ki dosti niti ne občutimo. Smo v področju z visoko dodano vrednostjo, torej visokih tehnologij, high-tech, in mislim, da tukaj za podjetja nekih velikih nevarnosti ni. Niso pač tako zelo odvisna od cene energije, niso tako zelo odvisna od nekih tudi dobavnih verig. In to je nekaj pravzaprav, kar v slovenskem gospodarstvu zelo manjka. Slovensko gospodarstvo je preveč oprto na Nemčijo, nekatere druge evropske države, ki pa to krizo energetsko in tudi ostalo krizo zelo, zelo občutijo. In se bojim, da bo tudi slovensko gospodarstvo v naslednjih par letih temu posledično imelo izjemno velike probleme z svojim obstankom na trgu, s obstankom podjetij, da bomo kmalu videli veliko stečajev, prisilnih poravnav. Tako da, ja, za slovensko gospodarstvo, predvsem oprto na nemško industrijo, prihajajo slabi časi. Kaj bi morali spremeniti v tej gospodarski politiki? No, Slovenija se preveč opira na posle, ki so tako imenovani v dobavnih verigah, torej nimamo svojih blagovnih znamk, nimamo svojih produktov na svetovnem trgu, nimamo tako imenovanih visokih tehnologij na svetovnem trgu, da bi lahko recimo paradirali in imeli trg neodvisno od tudi gospodarskih kriz. Vemo, da gospodarske krize se različno manifestirajo v različnih državah, ko je mogoče so ZDA v gospodarski krizi, gre mogoče v Evropi ali pa Kitajski malo boljše ali pa obratno. Mi smo preveč, kot ekonomija smo preveč vezani na Evropsko unijo in ta Evropska unija gospodarsko propada. V zadnjih 4 letih smo tudi zelo povečali javni dolg, zadolženi smo zelo. Kaj bi morali tu spremeniti? No, večji javni dolg, manjša suverenost. To je zelo jasno, da pač ko imaš dolg zelo visok, potem ti diktirajo tvoje gospodarstvo, tvoj razvoj drugi. In dokler ne bomo spoznali tega, se bojim, da bo tudi ta gospodarski dolg naraščal. Zdaj ali
sposojamo denar od Kitajske ali Japonske ali iz nekih drugih fondov, niti ni velike razlike. Ti bojo pač diktirali določene politične in tudi gospodarske aktivnosti v Sloveniji. Še enkrat večji javni dolg, manjša suverenost države. Zdaj, danes, ko snemava, se v Državnem zboru sprejema ta tako imenovana interventna zakonodaja, ki v osnovi pomeni na en način znižanje DDV-ja za hrano, recimo, preprosto povedano, ukinitev ali pa ukinitev ideje, da bi obdavčili nepremičnine, potem tudi za SP-je neke olajšave, pa konec koncev neke pokojninske spremembe. Kaj bi vi spremenili, kaj bi vi podprli od tega kot podjetnik? No, tukaj ta naš državni zbor je sestavljen iz, jaz jih tako kličem, desno-leve koalicije in levo-leve oziroma skrajno-leve koalicije. Torej, nekako razumevanje države kot tistega, ki ne pobere čim več denarja tistim, ki ga ustvarjajo in ga potem razporeja po svojih lastnih presoji, zelo politični ponovadi. Ali zdaj meni razporeja denar, ki mi ga pobere desno-leva ali levo-leva koalicija, pravzaprav za mene ni bistvene razlike. Kar bi si pač kot podjetnik in gospodarstvenik pač želel, da meni pustijo presojo, kam bom jaz plasiral presežke svojega kapitala, ne da me država obdavčuje. In si upam trditi, da je pač moje razporejanje kapitala bo bistveno bolj učinkovito, kot je učinkovito od nekih državnih birokratov, ki podjetja sploh še odznotraj niso videli, so verjetno že takoj po fakulteti pristali v nekih javnih, na pol javnih službah ali v državnih podjetjih ali celo v sami državni hierarhiji. Od teh ljudi ne moramo pričakovati, da bodo znali pravzaprav vrednotiti in plasirati presežke kapitala, ki jih ustvarjajo podjetja, ki so na svetovnem trgu. Torej, ta podjetja, ta naša birokracija, levo-leva, desno-leva, kakorkoli že uničuje in to že pač desetletja. Dokler ne bomo tukaj spustili uzde in pustili podjetjem, ki so v svetovnem merilu uspešna, ki so pretežno izvozniki, da bojo sama razporela denar, ki ga, torej presežek kapitala, ga plasirala v domačo, torej v domače, torej v večanje podjetij oziroma v širitev podjetij v Sloveniji in tudi zunaj in nekako prepletala svetovno trgovino tudi preko Slovenije, svobodno trgovino. Do takrat bo pač Slovenija gospodarsko šepala oziroma bo vsak dan slabši. Torej, podpirate razbremenitev gospodarstva, čeprav bi to na eni strani, tako opozarja tudi Računsko sodišče, prineslo 1 milijardni primanjkljaj. No, absolutno podpiram, še enkrat poudarjam, vse ukrepe, ki bo omogočili, da podjetja, podjetniki, gospodarstvo, ki ustvarja profit, presežek, da ta presežek plasira brez dodatnih obdavčitev ali pa bistveno manjših obdavčitev, če ga plasira v rast podjetja, v širitev podjetja, v nove produkte in nove tehnologije. Država tega ne more počenjati, tega ne zna počenjati in to ni, zaradi tega nimamo krize samo v Sloveniji, imamo krizo v celotni Evropi, popolnoma zbirokratiziran aparat, ki nima nobenega realnega občutka, kaj pravzaprav podjetništvo je, kaj gospodarstvo je in zaradi tega nas ZDA, predvsem pa Kitajska, prehitevajo s svetlobno hitrostjo. Na enem, precej ste aktivni na X profilu, na enem zadnjih ste napisali, da ste v letih 2004 do 2008 sodelovali pri oblikovanju nekih reform skupaj z Mrkajičem, Šušteršičem in tako dalje. Torej, kaj se je zgodilo? So bile tiste reforme podobne temu, kar zdaj govorite? No, takrat so bile te reforme v tej smeri. Žal izvajanja teh reform ni bilo, do izvajanja teh reform ni prišlo in od takrat so šle stvari samo še dol in tukaj potem se vidimo, da se pač tukaj preganjamo iz neke leve z neka leva gospodarskega razmišljanja v desno-levo gospodarsko razmišljanje.
Vsi govorijo o tem, da jim nekaj pripada, ne glede, da so kdaj v življenju karkoli ustvarili. Ljudem kar nekaj pripada. Pripada ti samo tisto, kar imaš, kar si lahko ustvaril, kar so konec koncev tudi drugi ustvarili zate, če si jim dovolil, da so tudi drugi ustvarili zate. Nič ne pade z neba. Razen pač v Svetem pismu, ko je Mojzes, ko so bili Izraelci lačni, prosil Boga, da nam je dal mano. Ampak ta mana z neba pravzaprav je zelo redka. In mi v tej Sloveniji bomo morali se potruditi, da bo potem tudi kakšna taka mana nam dana. Predvsem v smislu, da bo treba več delati, prav delati in predvsem biti bistveno manj koruptiven. Ta korupcija v Sloveniji zažira vse spore, je postala pravzaprav kar nacionalni šport, ne glede na tem, katera vlada na oblasti. Govorimo o več ali manj korupcije, ampak predvsem je tukaj ogromno korupcije. In korupcija je vedno smrt za zdrav gospodarstvo. In če država nima zdravega gospodarstva, tudi ne more biti razvita. Ni razvite države, ki bi imela izjemno razvito korupcijo. Tega ni. No, na tem X-u ste zapisali, da ste tudi kritični do tistih, ki ste jim namenili svoj glas, kajti tudi z vašim glasom vladajo. No, rekel sem, da sem bolj kritičen do tistih, ki sem jim dal svoj glas, kot do tistih, ki jim glasa ne dam. Torej, temu primerno bom, če bo prišlo do 4. vlade, seveda bolj kritičen do te vlade, kot sem bil do prejšnje, zaradi tega, ker ta vlada bo imela tudi moj glas. Volil sem SDS kot najmanjše zlo, kot vedno poudarjam. To so desno-leve politike, tu nikakor ni neka konzervativna stranka, ki bi se borila za te temeljne karakteristike konzervativnih strank, klasičnih konzervativnih strank, kjer pravzaprav je vedno v ospredju posameznik, človek, ki ima sposobnosti in ki ima potem tudi zaradi tega dolžnosti, da tudi poskrbi za ljudi, ki so manj sposobni, ampak ne, da ima kot vmesni člen enega birokrata, ki pravzaprav po eni strani nima dosti znanj veden o ničemer in po drugi strani je tudi dostikrat zelo, zelo koruptivno usmerjen. Kam bo upirjena ta vaša kritična ost, če pride do te 4., rečemo, Janševe vlade? No, vse, a ne? Seveda najprej v gospodarstvo, potem pa tudi v družbo, v družbene vrednote. Vidimo, da vse stranke slovenske so na strani teh globalističnih, levo usmerjenih strank v Evropskem parlamentu, ki pravzaprav uničujejo in, bom rekel, dom, družino, tudi so proti religijam, ne glede na to, da pač formalno niso proti religijam, ampak vemo, da pač tudi Evropska stranka EPP podpira skupaj z svojimi partnerji v Evropskem parlamentu globalizacijo, ki je tudi tesno povezana s protikrščanstvom in tukaj izrablja tudi te nepotrebne migracije, ilegalne migracije, ki jih je tudi omogočala, celo smo jih klicali, a ne, če se spomnimo 2015, ko je tovarišica Merkel odprla vrata. Tukaj se pojavlja ogromno problemov, ki bojo v nekaterih državah verjetno pripeljale tudi do državljanskih vojn, do spopadov teh radikalnih islamistov z vsemi ostalimi. Torej, Evropo nam uničuje ta politika z Bruslja zadnjih 20 let izjemno intenzivno, vse tudi s pomočjo desno-leve evropske stranke, ki je izgubila vsak kompas, kar se tiče konzervativizma, zdravega konzervativizma in tudi tega, kar so nam očetje Evrope dali v jasli, ko so ustvarili to Evropo. Takrat so hoteli, da je ta Evropa zgrajena na krščansko-judovskih osnovah. Tega več ni. Ta Evropa postaje vedno bolj sorosistično, islamistična združba in v tej združbi enostavno vidimo, ne gre ne ekonomija, ne gre ne kultura, ne gre ne sobivanje, vedno večje napetosti in to pač enostavno ne bo dobra popotnica za naprej. Mi potrebujemo Evropo, drugačno Evropo, ki bo spoštovala narode, ker ta Evropa, ki se zdaj ukvarja preko EPP-ja, preko Evropske ljudske stranke, ta Evropa skuša narod uničevati, vse v korist francosko-nemškega
jaz temu pravim, četrtega rajha. Oni bi radi predvsem Slovane podjarmili, nasmeli z neke vrste kolonijo, ker bomo pač Slovani delali za majhne denarje, zato da bojo pač oni imeli neko oblast, ampak njihova ekonomija, vidimo, propada vseh. Torej ne znajo voditi ekonomije. Te stvari so zelo nezdrave, stojijo na nezdravih temeljih in tudi Slovenija bo morala priti enkrat do nekih skupin, strank, gibanj, kakorkoli, ki bojo vsaj delno postavile tudi Slovenijo bolj v sredino tega političnega spektra, da bo tudi Slovenija imela mogoče kakšno stranko v Evropskem parlamentu, ki bo spadala med suvereniste ali patriote, ker brez suverenistov in patriotov enostavno slovenskega naroda več ne bo. V kolikšni meri bi se morale sedanje politične stranke, tudi desne, ne nazadnje, distancirati od te Evropske ljudske stranke? No, to je njihova politika, jaz se v njihovo politiko ne bom vtikal, vem pa pač, da s tako politiko in s takimi strankami Slovenija bo pač uničila svoj narod, da slovenskega naroda več ne bo. Jasna je politika vseh levo-sredinskih strank v Evropskem parlamentu v Bruslju, da je treba te narode uničiti in jih podjarmiti za vlak prve hitrosti, za katerega se seveda tudi predsednik tovariš Pahor zelo boril. Vlak hitrosti, ki pa vidimo, da je zdaj ekonomsko drvi v prepad in z tega stališča upam, da bomo pač skočili z tega vlaka, preden bo ta vlak zrvel v ta prepad. Ali imate v Sloveniji sogovornike? No, jaz mislim, da veliko ljudi razmišlja podobno, kar se tiče gospodarstva, koliko so zdaj njihove ideje oziroma njihova razmišljanja daleč, ne vem. Vsak bo moral najbrž tudi sam razmisliti, kam se bo podal, ali bo bolj zagovarjal globalizem, LGTB, ali bo vseeno na strani naroda. In tukaj nimamo te klasične delitve, kot nam jo skuša prikazati predvsem kučanizem. Tukaj je delitev vseeno na tega, ali si rodoljub, ali imaš rad svoj narod, ali imaš rad dom, družino, Boga tudi, ampak ni nujno. Predvsem gremo družino, dom, Slovenija, Slovenci, rodoljubi. In tukaj imamo tudi med tako imenovanimi levimi ljudmi, ki volijo leve stranke, ljudi, ki so in podpirajo te zadeve. Po drugi strani imamo pa ogromno ljudi na tako imenovani desni, ki skušajo stvari gledati na kratki rok in v tem trenutku še vedno se klanjati Bruslu in prodati svojo dušo za ta Brusel, čeprav vemo, da ta Brusel nam prinaša pogubo. Pred časom ste prav tako na X-u zapisali, da se zavzemate za ustanovitev konzervativnega gibanja, mogoče stranke, mogoče think tanka. Kaj točno ste mislili s tem? No, tako na gibanju delamo, ga bomo ustanovili, a bo zdaj z tega šle neke stranke, ena ali več, to ne bo stvar potem tistih ljudi, ki se bojo s tem strinjali in se bojo s temi idejami strinjali. Vsekakor pa želimo v Sloveniji spostaviti eno normalno, bom rekel, konzervativno gledanje, klasično konzervativno gibanje in razmišljanje, kjer se postavi gospodarstvo kjer se pač gospodarstvo tudi postavi v vlogo, ki jo ima, ne da se zdravo gospodarstvo zatira zaradi nekih političnih parcialnih interesov. Torej gospodarstvo treba pustiti, da dela, da ustvarja, mu pomagati, omogočiti, da se širi, ne da po eni strani vidimo eno Magno sred najboljšega polja tam pri Ptuju, ki zdaj propada, po drugi strani pa recimo podjetje Krapoviču ni dobilo prostora v Ančni Gorici v nekih skalah tam le zraven. Torej, tudi tukaj vidimo, kako se ta birokratski aparat zelo pokorno udriha oziroma služi nekim parcialnim interesom, ker pravzaprav neko varovanje okolja nima nič zraven, torej gladko malo uničimo tam del Ptujskega polja zaradi neke ožjega interesa ministra Počivalška, takratnega v vladi tovariša Cererja. Torej tovariš Počivalšek je gladko malo uničil to polje in tam nič ni, tam vse propada. Zdaj po nekaterih informacijah, ki jih imamo, je bil pač ta projekt Magna
selitev v Slovenijo povezan tudi z našim projektom, torej selitve BS Separations v Avstrijo. In zaradi tega so nam delili tudi takrat pri naši prisilni poravnavi na Ministrstvu za gospodarstvo in agenciji Spirit hude probleme, torej s oderuškimi obrestmi so skušali sesuti našo prisilno poravnavo, stečaj bi pa pomenil selitev celotnega intelektualnega potencijala v Avstrijo. Zdaj, ali so neke resnične zadeve tukaj ali ne, neki indici pa obstajajo, da je šlo v takratni vladi tovarša Cererja in ministra tovarša Počivalška za te težnje. In zdaj vidimo tega tovarša Počivalška seveda na desni strani, na tako imenovani desni strani kot nekoga, ki je zelo sposoben voditi gospodarstvo. Čeprav vemo vsi, ki pač malo spremljajo gospodarstvo, da kjerkoli se pojavi, so neke korupcijske govorice za njim. Torej s korupcijo ne pridemo daleč in korupcija nas pač gospodarsko ne bo postavila na prednje noge. Potem vidimo iste principe tudi s CO2, a ne, tako imenovanim drekovodom. Torej, tudi kje so vse tiste tako imenovane okoljske organizacije, ki se tukaj niso nič oglašale, ko se je šlo prekopavati zopet neko dobro zemljo in voditi nek drekovod nad vodnim virom. Tisti, ki obvladamo kemijo, ki poznamo tudi materijale, vemo, da neprepustnega materijala ni. Ga ni. Pika. No, omenjate podjetnike, recimo omenili ste gospoda Akrapoviča, ampak dejansko je zelo malo podjetnikov, ki se oglašajo. Ne? Malo je te kritike, mogoče kdaj gospodarska zbornica, obrtna zbornica, ampak tako, da bi pa tako stopili pred mikrofone in kamere in pokritizirali to ali ono, teh pa ni. Kje se skrivajo? No, najprej moramo razumeti, da gospodarska zbornica in obrtna zbornica, to sta še pač dve zbornici oziroma organizaciji, ki izhajajo iz bivšega sistema in temu primerno seveda tudi reagirajo in delujejo. Potem imamo seveda neke klube, ki pravzaprav delujejo v interesu ponavadi ožjega vodstva teh klubov, torej da prijemo do nekih koncesij, da bi dobili nazaj nek stadion, ki smo ga preplačali, pa z njega nič nismo naredili. Zdaj verjetno neke druge zgodbe, torej ko imaš ti v ospredju vodstvo neke organizacije, ki ne bi skrbela za podjetništvo in tu vodijo ljudje, ki imajo predvsem svoj lastni interes, ne moremo pričakovati od teh organizacij, da bodo karkoli dobrega naredile. Isto velja za kmečke organizacije, imamo zdaj vodijo pač neke kmetijske zbornice, človeka, ki je bil bivši minister v neki vladi, torej tudi tukaj je politika odzad. Mi nimamo nekih zbornic, klubov, karkoli, ki bi bili ali od politike neodvisni, ali od nekih parcialnih interesov nekaterih ljudi odvisni. Kakšen podjetniški klub je to, v katerem sedi v upravnem odboru Agencija za pranje možganov volivcev, ki ga vodijo ljudje, ki imajo neke parcialne interese, nekih dvoživk v zdravstvu. Torej nimamo stvari, pač niso enostavno jasne, transparentne in temu primerno pač živimo v neki, bom rekel, na pol megli. Vse je megljeno, nič ne veš, kdo za koga dela, zakaj tako dela. Pred kamero po enem pluva, za kamero z njim veselo biznis dela. Nič, moramo pa čakati nove generacije, neobremenjene v našo zgodovino, predvsem s tem, da nas delijo na desne in leve po principu, kdo je bil med vojno, ki je, da nas delijo na domobrance in partizane, vse stvar delitve delijo in izvajajo nad nami, zaradi tega, da pravzaprav lahko naprej veselo korumpirano vladajo. Slovenija je izjemno korumpirana država, bistveno več korupcije, kot se mogoče kaže po nekih raziskavah. In dokler bo pač ta korupcija tako močna, tudi ne more biti Slovenija zdravo gospodarstvo. Pač tu ne gre. Korupcija in zdravo gospodarstvo ne gre. In verjetno bomo morali pasti vsaj še z eno stopnjo nižje predvsem v naših denarnicah, torej kaj bomo dobili od upokojencev naprej in koliko bo ta denar veljal v neki Evropi oziroma v svetovnem merilu, da se bomo streznili. Streznili je pač politika delitve, ne pelje nikamor, da je enostavno treba predvsem kot majhna država najprej dati glas tistim, ki izvažamo,
ne pa uvažamo. In da bomo razbili te monopole, take in drugačne. In do tega bo prišlo, ker drugače pač država ne bo obstala. Bomo pač postali zopet kolonija in ko bomo kolonija, najbrž se bomo spet borili proti okupatorjev, kot smo se v naši zgodovini že stoletja. Ste vi osebno ali pa kot podjetnik povezani v kakšne asociacije, združenja, mogoče konzervativno združenje? Ja, se povezujem z nekimi podobnimi združenji, torej think tanki, kakorkoli že to imenujemo, po svetu, predvsem s ljudmi, ki imajo podobne vrednote. Torej, moje vrednote so jasne, temeljijo na krščanstvu, temeljijo na tem, da je pač dom vedno prva zadeva, za katero se treba boriti, družina in domovina. In v tem primeru za mene jasno domovina Slovenija, narodoljubju, na kateri bo rekli, da sem nacionalist, tudi v redu, če oni tako pojmujejo nacionalizem. In takih organizacij je kar precej po svetu, od Poljske, tudi Nemčije, ki se ne strinjajo s to nemško vlado in njenimi ekonomskimi načini delovanja, do ZDA. Tudi sem imel priložnost biti z Japonci, ki podobno razmišljajo. Zanimivo, ne, Japonci, ki so neverni, pa vseeno spoštujejo ta krščanski princip gospodarstva. Tako da ja, ta gibanja so po svetu močna. Kaj je glavna tema? Kaj je glavno vodilo, glavni cilj teh gibanj? No, glavni cilj teh gibanj je predvsem pustiti gospodarstvo, da se razvija, da se politika čim manj ukvarja z gospodarstvom, da ga čim manj ovira, torej pustite nas živeti in temu primerno se poveča učinkovitost gospodarstva in s tem, ko se poveča učinkovitost gospodarstva, se tudi kljub manjšim davkom in obdavčitvam davka na dobiček ustvarja večja dodana vrednost, večjo se plače ljudi, vedno več ljudi se zaposli v takih podjetjih, ki imajo potem boljše plače in tudi ti ljudje, ki so v teh podjetjih, imajo večjo možnost svojega razvoja, zaradi tega, ki jih nihče ne ovira oziroma skušamo ljudi motivirati, da dobro in vedno več ustvarijo. Nasprotju s temi paradržavnimi podjetji, kjer pravzaprav edin modus operandi, ki ga imajo, je večanje cen. Torej, še nisem videl elektrogospodarstva, da bi skušalo pri sebi optimirati določene procese. Poglejmo samo Dars, neko paradržavno podjetje, ki gradi slovenske avtoceste za 3-kratnik cene hrvaških avtocest. Torej, kje so tukaj vse primerjave, koliko stane kilometer avtoceste v Sloveniji napram kilometrov avtoceste na Hrvaškem ali v Italiji konec koncev, ali na Madžarskem, ali v Avstriji. Tukaj se nič ne govori o tem, koliko denarja se preko teh aneksov steka. Vemo pa, da aneksi so obremenjeni z 10 ali več procenti v privat žepe določenih ljudi in ti seveda poskrbijo, da se ta denar kanalizira tudi v politične stranke. Tako da imamo tukaj verigo zaključeno, bistveno dražje storitve, bistveno dražji ta paradržavni sektor gospodarstvi, in tu pač tudi vsa podjetja moramo potem plačevati, če ne drugega elektriko. In tu nas dela manj konkurenčni na svetovnem trgu. Torej, če hočemo potem ostati konkurenčni na svetovnem trgu s temi napol mafijskimi monopolnimi podjetji v Sloveniji, potem pač moramo imeti visoko dodano vrednost. In tukaj se bo zdaj jasno pokazalo v tej krizi, ki prihaja, kdo bo sploh sposoben preživeti. Ali se bo pravzaprav celoten slovenski gospodarski sektor sesul. No, omenili smo že, da ste pripravili ta program v letu 2004-2008, gospodarski program z Bičo Mrkavičem, Šušteršičem in podobno. Zdaj zanima me, ali je še živ, ali bi se ga dalo še uporabiti danes in kaj je bilo bistvo tega programa? No, ta program mora najprej nekako kakšna politična stranka sprijeti najprej v svoj politični program in potem seveda tega tudi izvajati. Eno so besede, drugo so izvajanja. Torej, ta politični program je bil delno v to smer, da gospodarstvo postane manj ujeto v neke
v neke politične in drugačne igrice, da tukaj prihaja do bistveno večje gospodarske svobode, da tudi raziskave in razvoj, ki so temelj visokih tehnologij, postanejo bolj učinkovite. Vemo, da imamo tukaj inštitutu, skoraj mislim, da bo imel že vsak Slovenc 2 inštituta počas, ki so pa popolnoma neučinkoviti. Torej, iz naših inštitutov, univerz pride izjemno malo idej in podjetij, ki bi ustvarjala visoko dodano vrednost. Več pravzaprav teh idej se v Sloveniji ustvarja v majhnih podjetij kot na teh inštitutih, v katere gre ogromnega denarja, in tudi blokirajo večino pameti slovenske. Torej, ljudje, ki grejo na inštitut, dobijo popolnoma napačno predstavo, kaj pravzaprav ne bi njihovo poslanstvo bilo. Torej, nekdo, ki je doktoriral z nekega področja, njegovo poslanstvo bi moralo biti saj na področju naravoslovno tehničnih ved, da pač ustvarja, da dela za dodano vrednost, da skuša narediti neko čim višjo dodano vrednost. Tega pač ni. Tudi mi v podjetju ponovadi ne maramo doktorja znanosti iz inštituta, ampak ga želimo narediti sami, ker ko prije z inštituta v veliki večini ima upravne možgane in njegove ideje, kaj je njegovo poslanstvo, so zdaleč od tega, kaj ne bi bile. Kdor je bil izobražen na tem področju in mu je država konec koncev tudi plačala doktorat, njegova dolžnost je tudi, da razmišlja, kaj bo tej družbi doprinesel. Kot je rekel Kennedy, ne razmišljaj, kaj ti bo država dala, ampak razmišljaj, kaj boš lahko ti državi dal. No, zdaj v času Golobove vlade ste se na nek način ponudili tudi za tehničnega mandatarja. A je ta ponudba še živa? No, moja ponudba je živa, kot vidite, pravzaprav noben ni niti zvedel, kaj šele z besedo odzval na to ponudbo, kar sem tudi pričakoval, ker so pač tukaj preveliki egoti in preveliki osebni interesi vseh teh v teh strankah, ki jih imamo trenutno v parlamentu, da bi pravzaprav nekdo skušal pomisliti, kaj bi bilo pa za državo dobro. Jaz ne vidim enega od teh političnih liderjev v tem parlamentu, ki bi pravzaprav najprej postavil na prvo mesto državo in korist same države Slovenije. Če bi temu bilo tako, bi verjetno tudi kakšna od teh strank ne bila v EPP-ju ali v Renew, kaj pa vem, katere te leve, skrajno leve stranke še imamo v parlamentu. Torej, zdravje desne stranke v Evropskem parlamentu ne prijajo do besede, niti suverenisti, niti rodoljubi, ki imajo, kar se tiče gospodarskega programa, bistveno bolj razčiščene pojme, kaj ne bi država bila in kako ne bi tudi Evropska unija delovala. Ampak vidimo, da ta levo-korupcijski sistem trenutno še prevlada. Očitno gre tudi državljanom Evropske unije trenutno še predobro. Ampak stvari se premikajo in se bojim, da se radikalno premikajo v napačno smer, ker vidimo, da ravno kar v Nemčiji AfD zmaguje celo z absolutno večino. AfD pa ni nujno zdrava desna stranka, a ne? Oziroma, če omenujemo desna stranka. V Sloveniji smo zdaj tik pred oblikovanjem neke desne vlade, mogoče seveda vedno še ta Če bi bili vi v koži teh, ki zdaj o tem odločajo, kaj bi vi storili? Bi šli v tako desno vlado, bi oblikovali zdaj vlado, čeprav ni tiste ustavne večine in je ta volilni rezultat na nek način pad položaj? No, najprej smo morali popraviti, to ni desna vlada, to je desno-leva vlada, a ne? Torej, mi desne stranke sploh nimamo, kaj šele, da bi imeli desno vlado. To bomo rabili še kar verjetno nekaj desetletij delati na tem, oziroma počakati, da pač državljani spoznajo, da pač te desno-leve, levo-leve koalicije in kamor ne peljejo, država pač pada. Ne moreš živeti od nečesa, kar si pravzaprav zažrl prihodnost naših otrok in vnukov. Krediti so prihodnost naših otrok in vnukov in dokler imamo ljudi, ki so prišli tudi z bivšega sistema in so naučeni po bivšem sistemu, da je država tista, ki ti mora nekaj dati, ki mora poskrbeti zate, do takrat ne bo sprememb, moramo počakati na mlade generacije. Torej, ali bo zdaj ta desna leva vlada, ali bo levo-leva vlada, pravzaprav. Mislim, da bo rezultat dosti podoben. Slovenija bo pač padla na gospodarskem nivoju še tako za nekih 10% dol.
tudi primerjavi s podobnimi državami, kot so Poljska, Hrvaška, Češka, ki nas prehitevajo po levi in desni strani. Te države rabijo sam še visoko tehnologijo, kar pravzaprav že delajo na njih, in potem bojo tudi gospodarstvo, tudi Nemčijo prehiteli, sploh Poljaki. Tam je delovna nema velika, čuti se, da se bojijo in levega in desnega razbojnika, torej in Rusu in Nemcu, in vejo, da pač brez svojega lastnega močnega gospodarstva, tudi visokotehnološkega, tudi drugačnega povezovanja, ne bodo enostavno preživeli med Rusijo in Nemčijo. Če bi bili vi tehnični mandatar zdaj danes, kaj bi storili? No, prvo bi seveda zahteval, da se strinjajo z mojim programom, in tam bi najbrž bil naslednji korak, ker se z mano ne bi strinjali, ker bi pa zahteval točno to, kar govorim. Zahteval bi pač te, ki me podprejo, da podprejo seveda tudi moje zakone, torej predloge zakonov, ki so razbremeniti gospodarstvu, izjemno umanjšati stopnjo birokracije. Vemo, da imamo v Sloveniji, smo bolj papeški kot papež, torej že Evropa in Bruselj nam nalagajo nesmiselne zakone, potem prijemo po Slovenijo, ker se tu eksponenco poveča. Torej, sigurno bi zahteval, da se ti zakoni po hitrem postopku spremenijo, in tudi potem ljudi, ki so po ministrstvih, ki so po nekih javnih službah, ki ne delujejo striktno po novih teh zakonih, takoj zamenjal. Torej bi zahteval tudi zakon, ki omogoča drugačno zamenjavo ljudi, ki ne spoštujejo pač neke nove politike. Torej tukaj bi bil potem drugi korak, ker se mi zdi, da je pač moja podpora na bilo, tako da ne se bat, jaz ne bom predsednik vlade, ne te, ne še kakšne naslednje. No, vendarle tudi ta program, ki ste ga oblikovali skupaj z Mrkajičem pred 20 leti in Šušteršičem, ni bil sprejet. Kako ste se takrat počutili? No, jaz sem upisanje teh programov, predvsem na področju visokega šolstva, znanosti, vložil mnoge ure, nisem štel, govorimo mogoče celo nekaj 1000 urah brezplačno. Tudi podjetje je na ta račun trpelo, če sem pač delal za državo, potem pač je v podjetju me ni bilo ali pa sem delal manj. Ja, čuti se pravzaprav goljufanga. Zdaj, ko predlagate na nek način think tank gibanje ali pa stranko konzervativno, stranko konzervativizma, se v bistvu naslanjate tudi na filozofijo Rogerja Scrutona. Seveda, malce sem si pogledala te posnetke na YouTubu. On pravzaprav opozarja, da v bistvu ni predvsem temeljil na ekonomiji in prostem trgu pri tem konzervativnem, ampak na estetiki, kulturi in pripadnosti in iskanju smisla. Torej, to se pravi lepota, estetika, ljubezen, domovina, dom. A so to tudi te vaše ideje? Kako bi bilo videti to vaše konzervativno gibanje? No, sigurno je Scruton eden od teh ljudi, ki navdihuje te desne konzervativne kroge in tudi gibanja po celem svetu, in sigurno bi bil on tudi bo on tudi od teh, na katerem temeljih bomo delovali. Ampak pač se ni on edini, imamo tudi druge, imamo Kirka, imamo tudi druge te konzervativne mislice, ki ugotavljajo, da pač ta leva filozofija nikamor ne pele, da uničuje vse od naštetega, uničuje dom, uničuje družino, uničuje tudi državo. Torej skuša doseči nek globalizem po pač načinih, kot nam jih je opisal Orwell v romanu 1984. Torej vzpostavitev neke globalne vasi, kjer bi pač bil vodstvo sorosistov in teh podobnih junakov, negativnih junakov, in vsi ostali bi bili neke vrste sužnji. V tej smeri sigurno del sveta deluje, predvsem v levih ideologijah je tega ogromno. In ko začne nekdo proti narodu govoriti, potem že vemo, da je nekdo, ki nima dobrega namena.
Že od Svetega pisma naprej so bili narodi spoštovani, tudi Jezus je rekel, pojdite in učite vse narode v njihovih jezikih, torej, če nam je Bog dal to svobode, potem ga ni človeka, ki nam bo to svobodo vzel in verjamem, da nam jo ne bo nikoli vzel. Seveda moramo pa tudi sami nekaj narediti za to. Kaj od tega konzervativnega, o katerem govorite, o čemer vi govorite, danes v političnih strankah ni? No, bom bolj rekel, kaj je. Poglejte, koliko se kaj zavzemajo pač za ta naš narod slovenski in slovensko besedo. Ne vem, mogoče vi bolj spremljate te naše politike in kaj se v tem političnem prostoru dogaja. A najdete kaj, bom rekel, kar so nas pravzaprav učili naši starši, ki so se borili proti fašizmu, proti nacizmu in proti komunizmu. To so bile vse ideologije, ki so hotele podjarmiti človeka, ki so hotele podjarmiti narode, ki so hotele podjarmiti ljudi, posameznika. Torej, Bog je dal človeku svobodno voljo, torej človek je na prvem mestu, ko pride ideologija, ko postavi nekaj drugega na prvo mesto, potem vemo, da nismo na pravi poti. In koliko pa pravzaprav cenijo te naše stranke, posamezne ljudi, ki so konec koncev nekaj dosegli tudi v svetovnem merilu. Ne vidim, da bi kaj dosti cenili, a imamo kakšnih teh strank, kakšne ljudi, ki so v svetovnem merilu nekaj dosegli. Razen Slovoja Žižka, recimo, ki seveda vemo, da je dobro plačen iz teh naših krogov, da je pač prišel na ta piedestal, Ki ga je tudi Scruton kritiziral. Potem do neke vele kuharice, ki tudi vemo, da je dobila vso možno reklamo, da je prišla v Michelinove zvezdice in tako naprej. Torej, ja, z neko podporo tega nakradenega denarja, skorumpiranega denarja se naredi neke kvazi zvezde v svetovnem merilu. Pustimo športnike, ti si pač svojo zvezdništvo zaslužijo, so se ga preborili s svojim delom in trudom. Ampak kaj pa ostali? Se imamo ogromno Slovencev po svetu, ki tudi ni več živih. A vemo, da je bil glavni razvojni inženir v Boeingu Slovenc mnoga desetletja. A to vemo. Da je prvi kompjuter oziroma kalkulator žepni Texas Instruments razvil Slovenc, doktor Rode. Poglejmo si, če ne bomo zdaj še živečih ljudi govorili o njih, ampak poglejmo si, kaj mi ocenimo od tega, kaj vemo. Imamo sploh neko knjigo oziroma neko predstavitev nekih pomembnih Slovencev, sposobnih Slovencev, ki so v svetovnem merilu veliko pomenili. Ja, pripeljemo neko Sunito Williams, pa delamo celo famo z tega, da je bila v vesolju tudi v redu, ampak so še bistveno bolj pomembni Slovenci oziroma potomci Slovencev, ki so marsikaj v svetovnem merilu naredili uspešnega, prodornega. Imamo v MD Anderson dr. Gregorčiča, znanega kirurga, ki so ga tukaj seveda na UKC-u po 6 mesecih borbe z vetrovi zagnali. To so ljudje, ki pravzaprav predstavljajo Slovenijo in slovenstvo v svetovnem merilu. Kaj od tega nam kdo pokaže? Pa ne samo leve stranke, ampak tudi desno leve stranke, Torej, mislite, da je vse to, o čemer zdaj govorite, načrtno narejeno, načrtno zanikano? Kaj se v bistvu dogaja? Kako je to mogoče? No, v Sloveniji jaz mislim, da imamo en problem, in tu je problem uspešnega posameznika. Uspešen posameznik je nedobrodošel, uspešen posameznik, vemo, da že v komunizmu je bil zatrt, torej individualizem, tako imenovani, je tukaj smrtni greh, pa ne samo pri levo-levih, tudi pri desno-levih. Ne spoštujemo svobodne volje, skušamo vedno diktirati nekomu svoje mišljenje, svojo voljo. Tu pa je smrt tudi v gospodarstvu, torej direktor ali pa šef razvoja, ki zatira miselnost svojih podrejenih, pač nikoli ne bo dober direktor in dober šef razvoja in nikoli njegova tehnologija ne bo v svetovnem merilu nekaj pomenila. Ker če ti hočeš dobiti dobre rezultate, moraš spoštovati razmišljanje ljudi in potem te stvari fokusirano usmerjati. Če pa želiš, da se vsi s tabo strinjajo v tvoji politični agendi ali pa gospodarski agendi, potem boš se pač dobro okoli sebe zatrl. In tako vidimo pogorišče predvsem na desni strani, na desnem polu, tako imenovanem desnem polu, kjer pravzaprav imamo par herojev,
nezmotljivih herojev, ki pravzaprav delajo pa ogromne napake in nas se peljejo v pogubo. Tudi o vas, doktor Štrancar, ne vemo veliko. Povejte nam, kdo je Aleš Štrancar? Čist navaden človek, prihaja iz napol kmetije, napol delavske družine, izhajam iz, bom rekel, moji starši so bili protifašisti, protinacisti, moj staroče je bil zaradi tega izdan od domobrancev, nekateri mi pravijo, da sem jaz domobranc, ampak moj staroče je bil izdan od domobrancev Nemcem, so iskali dokumente po naši vasi. Moj oče je bil večkrat pred nemškimi puškami, da ga likvidirajo, če bi te dokumente dobili, tako pač kot vsi ostali v družini. Moja mama je bila na komunu z Nemčijo, nacisti so požgali vaš Žapu že 44. leta, moji stari starši po tej liniji so bili tudi pred puškami. Da jih pobijajo, rešil jih je duhovnik iz Šturi, takratnik, ki je bil potem po vojni obsojen kot veleizdajalec za tega, ker jih je rešil. Tako da vidimo potem tukaj, kako so ti komunizmi, nacizmi in fašizmi pravzaprav eno in isto. Ne? Zato se je tudi Stane Dolanc kot ponosni pripadnik Hitlerjugenda tako hitro lahko potem prefarbal v komunista, ker to je pravzaprav ista ideologija, to je vse isto. In če si seveda, če spoštuješ svoj dom in če spoštuješ svoj narod, seveda ne moreš biti del tega nacizma, komunizma, danes globalizma, LGTB plusizma. LGTB plusizem je pravzaprav, ali pa vok, ali eno in isto, je pravzaprav neka zastava, predhodnica tega globalizma, tega Orwella 1984 in temu se treba upreti, ker pač tu je diktatura, tu potem pomeni suženstvo, moderno suženstvo. Torej, borba za narod, jaz mislim, da je pač nekaj vsečloveškega, vseobčega in za vse čase. No, seveda, zdaj niste omenili, da ste tudi velik filantrop, vi veliko donirate. Kako se počutite, ko donirate? No, prvič o tem ne bi kaj dosti želel govoriti. To je moja dolžnost. Mislim, da tisti, ki pač smo nekaj dobili, je naša dolžnost, da pač to tudi delimo, kot sem tudi povedal. Ni samo kaj država da tebi, ampak tudi kaj moraš ti državi dati in tudi nekako s tem Kennedyjevim izrekom se skušam istovetiti. Še enkrat, to je moja dolžnost in pač pomagam po svoji lastni vesti. Ne dovolim pa, da tisto, kar sem jaz ustvaril, deli en birokrat po svojih nekih koruptivnih poteh. To se pa pač maksimalno izogibam tega, zaradi tega pač tudi so moje donacije prihajajo iz tujine. Je pa res, tako pravijo, no, tega seveda mi ne bomo nikoli vedeli, ki pač toliko ne doniramo, da ima človek, če ima denar, tudi mogoče prijatelje, ravno zaradi tega, ker ima denar. Vi ločite ljudi, imate prijatelje, prave prijatelje? Ne, jaz prijateljev nimam, imam svojo družino in tudi svoje otroke učim, da pravzaprav edini prijatelj so družinski sorojenci in zato je treba držati družino skupaj. Pri prijateljih je vedno tako, smo prijatelji, dokler se pač naša mnenja ne razlikujejo in tudi, če si imel neke prijatelje z neke srednje šole, so se ta prijateljstva dostikrat razbila, ker smo pač ideološko brstali na nasprotnih bregovih. Zdaj, pravi prijatelj pa vemo, da se pač zaradi ideoloških zadev nekako ne sme nasprotovati, ampak to je izjemno težko. Torej, ne, prijateljev nimam. Se zavedam tudi, da so nekateri, ki so moji dobri znanci, tudi zaradi tega, ker mogoče mislijo, da bojo pač neko pomoč dobili, kakšni jo tudi dobijo. Tudi jaz sem včasih slep in se učim na svojih lastnih napakah. Kaj pa so mišljeniki? Če želite ustvariti neko konzervativno gibanje, gotovo potrebujete neke intelektualne somišljenike. So take v Sloveniji? So. Mislim, da pa še ni čist pravi čas, da bi to postalo res neko veliko močno gibanje. Enostavno nam gre še malo preveč dobro. Zakaj o tem konzervativizmu ne slišimo dovolj? Mislite, da je ta ideja malce blokirana, utišana? No, sigurno je utišana, ne. Vemo, da pravzaprav vse, kar v Sloveniji v politiki nekaj velja, prihaja iz Kumrovca in iz Kumrovcu sigurno niso učili neke zdrave konzervativne gospodarske politike.
Kdaj bo napočil ta čas? Težko, pravzaprav tukaj sem pameten. 4, 8 let, 10 let. Ko bo Slovenija tako gospodarsko skrahirala in tako gospodarstvo padla, enostavno ne bo druge kot stvari začeti znova. Takrat mislim, da bo mlada generacija, ki bo neobremenjena z kuburovsko šolo in z raznimi kučanizmi in tudi bistveno bolj razsvetljena s tem, da pač hodi po svetu, da tudi se tudi išče sama informacije, ki jih ne nudijo neki mediji v Sloveniji, takrat bo napočil čas. Nismo še tam. Titove pionirke vidimo, imajo še vedno ogromno glasov. Na zadnjih volitvah smo videli, da je tukaj bila največja volilna baza za Goloba, in kdor je volil Goloba, nima čist zdrave pameti, kaj pravzaprav pomeni zdravo gospodarstvo in zdrav razvoj. Kaj pa v tujini somišljeniki med tujimi politiki mogoče? V tujini je teh somišljenikov v bistvu več, sigurno. Imamo države, ki so pravzaprav pretežno na tej poti. Na Poljskem so ta gibanja izjemno močna, kljub temu, da jim je zdaj Bruselj vsilil tega taska, ampak mislim, da njegova doba ni li dolga. Te zadnje ekonomski šoki, ki jih doživljamo, ki bojo kar trajali, mislim, da bojo še dodatno spodbudili ta gibanja. Tako da ne glede, kako si kakšen misli, glede teh vojn v Ukrajini in zdaj tudi dol v Iranu, te vojne bojo povzročile globalne gospodarske premike in tudi velike spremembe. Pravzaprav gre tukaj zopet za en dipol, ki se postavlja, in tu je pač so ZDA in Kitajska. Vse ostalo je pravzaprav gospodarstvo postalo precej manj pomembno in postavlja se zopet neke vrste železna zavesa, po mojem, drugačna sicer, kot je bila ta, ki smo jo imeli med Sovjetsko zvezo in ZDA takrat, oziroma NATO ali pa Evropo. Ta bo drugačna, verjetno ne bo tako neprodušna, ampak sigurno se tukaj dogajajo veliki gospodarski premiki in Evropa se tukaj ne najde, tava v temi, zaradi tega, ker je ideološko indoktrinirana z levičarskimi ideologijami. Torej, mislite, da bo konzervativno in suverenistično gibanje tisto, ki bo potegnilo nekatere države ven iz teh problemov? No, če tega ne bo, potem pač te države več ne bo. Torej, verjamem, da saj nekatere države bodo zopet dale poudarek in ljudje, predvsem v teh državah, na suverenosti, na narodu in tudi na domu in temu primerno tudi gospodarstvo postavlja. Gospodarstvo samo od sebe ne more delovati in potrebuje pravzaprav neko okolje. To okolje mu da politika in tista politika, ki bo dovolj pametna, bo pač tudi gospodarstvo postavila, da bo tem državam to omogočilo. Druge države pa mislim, da so prepuščene kalifatu in podobnim okupacijam. No, poudarjate te vrednote, Bog, družina, domovina. Kakšna je vloga cerkve? Je dovolj močna? V Sloveniji ali nasplošno? V Sloveniji. No, v Sloveniji jaz mislim, da te cerkve pravzaprav ni. Take cerkve. Mogoče se čuti zdaj pri mlajših rodovih vseeno neka želja, da se te stvari zopet postavijo na neko pravo mesto, ampak v tej trenutni cerkvi mogoče razen enega škofa sploh ni razumevanja, kaj je vloga cerkve in vloga škofov v tej naši državi. Kaj pa nasplošno? No, nasplošno pa mislim, da je cerkve so izjemno močne, na katerih državah so in tudi imajo so opora in gibanjem in strankam in tudi gospodarstvu in seveda obratno tudi ta gibanja in gospodarstvo pač tako cerkev podpirajo in rabijo. Na Poljskem vemo vsi, da je pač katoliška cerkev izjemno močna. Se ogrejujem od vseh stvari, ki ne spadajo sem in pedofiliji in vseh zadev, ampak ne smemo pač soditi celotne organizacije zaradi nekih par pedofilnih izpadov, ki se dogajajo v teh državah. Poglejmo, koliko pedofilnih izpadov je na univerzah, koliko pedofilnih izpadov je v šolah, pa primerjamo v športu tudi. Tako da ja, cerkev je močna tudi v Združenih državah Amerike, so močni centri.
mislim, v nekaterih drugih državah, tudi na Hrvaškem že vidimo, in tudi hrvaška gospodarstvo vedno bolj uspešna in mislim, da letos nas bojo tudi po BDP-ju prehiteli, torej je neka povezava tudi med neko zdravo svetovno-nazorsko idejo in zdravim gospodarstvom. Torej mislite, Hrvaška nas prehiteva zaradi svetovno-nazorskih razlik? Tudi. Tudi. Kaj pa demografija? Demografija je tudi eno od ključnih vprašanj. Jaz mislim, da ta demografija je pravzaprav samo izgovor za dopuščanje ilegalnih migracij. Ta demografija ni nek tak problem. Vemo po drugi strani, da vedno več storitev upravljajo računalniki, vedno več storitev bojo upravljali roboti. Ta demografija in demografska slika je bolj nek izgovor za migracije, nepotrebne migracije in tudi izgovor predvsem za ilegalne migracije, ki nas pa dela vse ostale državljane neekovredne. Torej, nek ilegalni migrant, ki prije v Slovenijo ima več pravic kot jaz tukaj, jaz moram priti v Slovenijo s potnim listom, nek ilegalni migrant pa brez vsega. Torej, tukaj se čutim popolnoma neenakovrednega in jaz tukaj še plačujem za to enakovrednost, ker plačujem davke tako v Sloveniji kot v Evropski uniji. Tako da tukaj podpiram slovenske misionarje, ki so učili, da je pač treba naučiti te narode v njihovih državah, da so sposobni preživeti v svojih državah, ne pa da pač jih silimo, da prihajajo v neko tuje kulturno okolje in se tukaj izgubijo in večino teh ali pa veliko teh migrantov tukaj pravzaprav se ne počuti dobro. In mnogi od njimi pristane v kriminalu, kar postavlja tukaj potem tudi našo družbo še dodatne probleme. In kaj se zgodi potem? En ekstrem, odprte meje na Švedskem, zdaj rezultira v drug ekstrem. Vidimo, da švedska vlada zdaj pa zavrača vse migracije, bistveno bolj rigorozno, kar pa je spet stališča gospodarstva, ki rabi pa mogoče določene profile. Konec zdravnika mogoče iz Moldavije. Moldavije ni v Evropski uniji, torej zdravnika iz Moldavije, ga ne morejo dobiti, ker pač so zdaj prevzeli zelo rigorozno migrantsko politiko. Torej, te ekstremi levo in desno in ekstrem tovarišice Merklove, da je spustila te množice, teh ilegalnih migrantov se nam vrača kot bumerang. Čez 10-15 let v Evropo ne bomo mogli dobiti ljudi, ki jih pa rabimo. No, vi ste seveda vložili veliko denarja tudi v medije, v nove medije, Info 360, pa kot rečeno Domovino, jo pokažem še enkrat. Zdaj, kakšna je ta vloga teh medijev? Zakaj ste se odločili za ta korak? No, mediji so sigurno ena od možnosti izobraževanja ljudi oziroma prinašanja nekih drugih pogledov na tem, kaj se dogaja tukaj v Sloveniji, pa tudi širše. Zato sem se pač tudi odločil za te medije. Torej, Domovina kot nek rodoljubni medij, ali smo zdaj že na tem nivoju v vseh možnih pogledih, najbrž ne, najbrž bo treba še kakšen dodaten napor v to vložiti. Info 360 pa kot zelo ciljno usmerjen medij, ki se ukvarja s korupcijo. Kot sem že povedal, korupcija je smrt za gospodarstvo in Info 360 je bil ustanovljen, da je pravzaprav opozarja na te korupcijske probleme in kot vidimo, je Info 360 v tem uspešen, zelo uspešen, bom rekel, celo nad mojimi pričakovanji. Slovenske železnice, tu vemo, da se nihče od medijev, niti desnih, niti levih ni upal v te stvari drezati, verjetno zaradi tega, ker so potem dobili denar od slovenskih železnic, kot je bil tudi nam ponujen, pa smo to zavrnili. Do SDH-ja tudi vidimo, da se ga pač naši novinari na 360 dobro z njim ukvarjajo. Torej napake, korupcija, torej razkrivanje teh stvari je v normalni družbi nujno potrebno, zaradi tega, da do tega ne prihaja.
In tudi, da je pač znak nekaterim, ki se tu grejo, da mogoče bo njihova slaba dela enkrat vseeno obelodanjena in mogoče bo kakšen od njih celo dočakal nek zapor. Tukaj se pravzaprav tudi osebno zelo angažiram, da bi le prišlo do ene ovadbe tovariša Ribiča, ki vodi ta Dars, tako malomarno, da imamo praktično vsakodnevno prometne nesreče, da se gremo v turistični sezoni odpiranje novih delovišč na avtoceste, kar vemo, da bo povzročilo dodatne nesreče, tudi malomarno označene delovišča, nepotrebna delovišča, vemo, da ta delovišča so na pol prazna, da bi namesto 8 delovišč, glede na stroje in opremo in zaposlene in delavce, kot so na voljo, imeli 2 močni delovišči, te končali hitro, 3-krat hitreje kot zdaj in podpirali potem 2, pa 2, ne pa 8 naenkrat. Imamo križišče v Ajdovščini iz avtoceste, ki ga pravzaprav bi jaz naredil osebno na roke hitreje kot vsa ta mehanizacija. Upam si trditi, da bi jaz na roke z lopato tu naredil prej, kot se ta stvar dogaja. To so absurdi nad absurdi. Zakaj se tako počas dogaja? En kolega mi je rekel, zaradi tega, ker če se počas stvari odvijajo, je večja možnost za anekse. In je večja možnost, da iz projekta, ki bi stal 1 milijon evrov, nastane projekt, ki stane 1,7 milijona evrov in 10% od 1 milijona evrov je manj kot 10% od 1,7 milijona evrov. Če vzamemo zdaj tisto, kar je rekla odvetnica Klemenčičeva, Zidarjeva, ja, glede pač župana, nadžupana, kot imam jaz informacije, ni 10% več dovolj, ti procenti so bistveno višji, ki se potem plačujejo, da se pravzaprav vsa ta naddružba, naddržava lahko financira, da imamo potem neke filozofe, ki se jih poriva po celem svetu, da imamo neke, ki snemajo skrito kamero, pa nihče ne ve, kako so financirani in tako naprej. Ja, torej, se bom maksimalno potrudil, da je ta tovariš, ki sem mu pač rekel fašist tudi, in sem pripravljen tudi dati dokaze, zakaj je to fašist in zakaj je to fašizem, kar se gre. In me je seveda zaradi tega ovadil in zahteva 10.000 evrov plačila zaradi razžalitve. No, jaz ko me čakam zdaj, da pridemo do tega soočenja na sodišču v Ajdovščini, da malo začnemo te stvari tudi argumentirano argumentirati, zakaj temu je tako in upam, da bo pač kakšen medij takrat na sodišču v Ajdovščini se pojavil in pač malo pisal o teh zadevah, ker to so tudi stvari, ki pač ne pridejo v medije, če ni v korist korupciji, a ne, če ni v korist korupciji v Sloveniji, potem stvari ne pridejo v medije. In seveda imamo te medije, ki so izjemno koruptivno potem tudi navdahnjeni in branijo so to korupcijo, ker dobijo del tega denarja pokradenega, skorumpiranega pač za svoje delo. Zdaj ljudje, ki pa delajo v teh medijih, pa mogoče bi rabili malo gledala občasno, da se pogledajo in se vprašajo, za koga delajo. SDH je menda najavil, da bo zdaj ukinil STA. Mislim, kaj je zdaj? Nobenih protestov ni zdaj. Ja, včasih pravzaprav nema več niti komentarje na vse bedarije, ki se počenjajo. RTV Slovenija? RTV Slovenija, Janša bi to stvar lahko že zdavnaj uredil, pa je ni hotel, ker je hotel prevzeti. Te stvari Janša nikoli ne bo prevzel in se bojim, da bomo pač s to RTV Slovenija še kar nekaj cajta se ukvarjali in z njenimi izgubami, torej ne pričakujem nobenih sprememb, tudi če bo zdaj 4. Janševa vlada, kakšnih bistvenih sprememb ne bo. To si upam trditi. Dobro, zdaj, če bi tale intervju končala z neko vašo mislijo, napovedjo, kaj bo v Sloveniji recimo čez 5, čez 10 let ob novih volitvah in s kakšnim napotkom, s kakšnimi željami končujete to oddajo? No, Slovenci, mislim, da na konci, ko res pride rit pa šiba skup, kot bi rekli doma, se znajo pač skupaj vzeti in tudi dobro razmisliti, kaj je dobro in kaj ne. Zato bo v tej Sloveniji čez 10-15 let prišlo do močne konzervativne stranke ali več njih, ki bodo postavljali te stvari na pravo mesto. Tako da
sem optimist, v mladih vidim drugačne razmišljanja, bistveno bolj razmišljanja, ki niso plod nekega pranja možganov, predvsem razmišljanja, ki so v nasprotju s pričakovanjem ministra Gabra, ki je skušal uničiti slovensko šolstvo za 50 let, se ti otroci obračajo proti temu pranju možganov, ki so jim ga namenili v šolah. Tako da ti otroci, pravzaprav, ki so bili namenjeni, da bojo zastavonoši njihovih ideologij, bojo pravzaprav tisti, ki bojo te ideologije pokončali. In vi osebno boste aktivni v tej konzervativni stranki? Jaz nisem strankarski človek, bom pa sigurno pomagal s tem strankam na tem področju. Na pozitiven način in tudi na negativen način, oziroma na način, ki bo pač tudi včasih kakšna graja. Torej, kot oče mora pravzaprav vzgajati svoje sinove tudi s palco, je treba včasih tudi potem, bom rekel, kakšne take stvari vzgajati tudi s palco v navednicah, da se stvari izboljšajo. Tukaj vidim svojo vlogo. Doktor Aleš Štrancar, najlepša hvala za pogovor. Hvala tudi vam za povabilo. Bilo moje vedno čast in zadovoljstvo z vami imeti pogovor. Hvala in hvala za pozornost. Nasvidenje. Hvala, nasvidenje.